Spoštovane občanke, spoštovani občani, lepo pozdravljeni. Ko smo pred 4 leti stopili na skupno pot, smo nekako bili prepričani v to, da lahko na teh dobrih temeljih, ki so nam jih naši predniki zapustili, začnemo delati še boljšo zgodbo in jaz verjamem oziroma sem prepričan, da smo to v teh 4 letih tudi dokazali. Pokazali smo, da imamo energijo, da imamo nek tisti pogum, ki je krasil tudi naše prednike, ko so pred 100 več leti delali to, kar imamo sedaj, torej našo lastno občino, lastno Prekmurje, lastno Slovenijo. In tudi mi smo dejansko s tem pogumom peljali naš ta skupen projekt naprej. Imamo tudi seveda prepotrebno znanje, ki smo si ga v teh 4 letih še tudi nadgradili. In vse to, kar je dejansko v zadnjih 4 letih se zgodilo, je odraz tega, da smo znali stopiti skupaj, ko je bilo to potrebno, da smo znali tudi premagati tiste izzive, ki nas je pred nas postavilo okolje, ki pred nas postavlja vse zadnje tudi naša družba z krizami takšnimi in drugačnimi, pa vendar smo uspeli torej občino Beltinci postaviti oziroma jo postavljamo tja, kamor sodi, torej med tiste razvojno najbolj naravnane občine. Ta razvojni preboj, ki smo ga pred 4 leti obljubljali, počasi res dosegamo in ponosen sem na vse to, kar smo zgradili v tem kratkem času. Predvsem pa sem ponosen na to, da skupaj z vami delamo to zgodbo, ta naš uspeh, ki res je tudi ne samo viden tukaj v naši občini, ampak nam priznava ta uspeh tudi širša okolica, tudi celoten del Slovenije. S ponosom pove, da je v občini Beltinci zavel nov veter in da se v občini Beltinci marsikaj zanimivega, dobrega dogaja in da občina Beltinci postaja tudi primer dobre prakse. Vse to pa seveda ne bi bilo možno, če ne bi bilo vas, občanke in občani, če ne bi bilo svetnice, svetnikov, če ne bi bilo predstavnikov krajevnih skupnosti, društev, posameznikov. Vsak, ki je le mogel, je dal svoj kamenček v ta mozaik uspeha in potem tukaj je tudi županu bistveno lažje, če je ta složnost bistveno širša, kot smo je morda v preteklosti v naši občini bili vajeni. In seveda potem tudi je skupščinska uprava tista, ki skupaj z direktorjem občinske uprave lahko bistveno bolj dela v smeri razvoja, ko se ni potrebno toliko ukvarjati z politikanstvom, ampak res, da lahko peljemo to zgodbo naprej v smeri res popolnega preboja razvojnega na vseh področjih oziroma na čim širšem področju. Če pogledamo nekoliko ta 4 leta nazaj, bi lahko izpostavili ogromno dobrih, pozitivnih stvari, projektov, ciljev, ki smo jih dosegli, pa vendar je nekako pomembno izpostaviti morda tega, ko smo ob 100. obletnici res bili deležni velikega pompa okrog naše občine, okrog tega pomembnega dogajanja, ki se je recimo 1919 dogajalo v Sloveniji in se je potem tudi v našem Prekmurju oziroma delu Slovenije v 2019 ponovilo. Še danes dežujejo čestitke za organizacijo tega dogodka in včasih v Ljubljani, pa tudi v večjih mestih ne morejo verjeti, da lahko tak dogodek speljemo čisto na neki prostovoljni bazi, ampak seveda to je odraz tega, da so naša društva, da ste vi, občanke in občani, pogumni, da ste tudi vi pridni, delovni in dokler imamo take ljudi oziroma imam take ljudi okrog sebe v občini, tudi med sodelavci, med prijatelji, med svetnice, svetniki, se za prihodnost ni bati in res je velika hvala in pa pohvala vsem tistim, ki ste ne samo ta dogodek organizirali, pomagali organizirati, ampak tudi vse ostale, tudi recimo jubilejni 50. mednarodni folklorni festival in še bi lahko naštevali, ampak to so tiste stvari, ki na koncu potem dajo dodatno energijo, dajo dodatno moč, da si upaš marsikaj organizirati, marsikaj pripeljati v našo občino, kar morda v preteklosti si nismo upali, ampak torej je to tista zgodba, ki nas pelje naprej in na teh temeljih bomo v prihodnje delali še boljše, še bistveno, verjamem, učinkoviteje in na vse zadnje seveda velika zahvala ali pa pohvala tudi vsem tistim, ki nekako ste morda tu pa tam tudi kritični, upravičeno kritični, kajti tudi kritika je dobrodošla, tudi kritika mora biti konstruktivna, povedana na pravem naslovu. Najraje imamo tisto kritiko, ko pridejo pred nas, nam povejo v obraz, to pa to bi lahko bilo boljše. Kajti verjamem, da smo poleg ogromno dobrih stvari, pozitivnih stvari, tu pa tam naredili morda tudi kakšno napako, za katero smo se opravičili in se še ponovno opravičujemo,
delamo, ampak kdor dela tudi tu pa tam pogreši, je to seveda človeško, še bolj človeško je potem to priznati in vse dokler nekako je ta naša smer naravnana v tem zasledovanju teh ciljev, torej, da je vizija, da so skupni cilji čim bolj razvojno naravnani, potem tudi je nekako lažje povedati morda tu pa tam komu, torej, da smo naredili kako napako. Vendar pa se na napakah učimo, tiste napake, ki jih narediš sam, ponavadi tudi najbolj zabolijo, ampak so tudi najbolj poučne in verjamem, da smo prav tudi tiste napake, ki so se morda pripetile, znali torej pri sebi nekako uvideti in da jih ne ponavljamo. V ta namen seveda je tudi zelo pomembno, da imamo torej močno podporo v občinskem svetu. V prejšnjem mandatu moram vedeti, da je bila zgodba zelo dobro nastavljena, da je res morda na sejah izgledalo, kot da samo se gre naprej iz točke v točko, pa vendar smo v ozadju ogromno sestankov imeli, ogromno ur preživeli tudi na odborih, kjer smo izluščili vse tiste dobre stvari, ki bi jih bilo lahko drugače napravljene in nekako je vedno prevladal tisto moč argumenta in pa ne verjamem, da je kdaj prevladal tudi argument moči in na tem temelji bomo nadaljevali. V ta namen je seveda tudi se določena skupina posameznikov odločila in skupaj z županom oblikovala skupno listo, torej skupaj delamo. Jaz verjamem, da na tej listi so tudi ljudje, ki so ali pa so vsi kompetentni, imajo znanje, predvsem pa je pomembno, da imajo željo pomagati k še boljšemu, hitrejšemu razvoju. Zato tudi tej listi posvetite pozornost, tako kot seveda na volitvah 20. obkrožite tiste ljudi, za katere upate, verjamete ali ste prepričani, da vas bodo nekako slišali in da bodo prišli z res dobrimi nameni tudi v občinski svet, torej z nameni, željo, ciljem, da na tej dobri poti, ki smo jo ustvarili v zadnjih 4 letih, res odskočimo še višje. Kajti pred nami je ogromno zanimivih projektov, ki niso samo nekako občinskega, lokalnega pomena, ampak so tudi zelo pomembni za regijo, za državo. Tukaj seveda ne moremo mimo mednarodnega logističnega centra, ki ni samo pomemben z vidika logistike, ampak je pomemben tudi iz tega vidika, da na tem področju je res možno ustvariti visoko dodano vrednost z delovnimi mesti, z to visoko dodano vrednostjo, z številnimi delovnimi mesti, kar primanjkuje kronično v Prekmurju, v naši občini tudi. In če nam taki projekti uspevajo, potem je to seveda tudi dodana vrednost za celotno družbo, za celotno okolje, kajti mladi bodo ali pa boste imeli perspektivo ostajati doma, potem bomo tudi imeli bistveno večji pritisk, kot ga že itak imamo tudi na stanovanjih, tudi šola, vrtci bodo imeli nekako svoje mesto, tukaj bodo zasledovali cilje, da bo število se večalo in da bo potem tudi na vse zadnje kvaliteta še boljša, kot je tudi ustavni javni servisi, se pravi lekarna, zdravstveni dom, na vse zadnje pošta, banka, vse to v naši občini obstaja in verjamem, da bo obstajalo ogromno časa še tukaj, kajti smo močna občina, ki tudi ta terciarni sektor, ne samo da ga rabimo, ampak ga tudi imamo dobro razvitega in je seveda potrebno poudarjati tudi to zgodbo malih obrtnikov, podjetnikov, ki ste na vse zadnje gonilna sila razvoja občine. Poleg tega pa seveda smo v vmesnem času tudi bili uspešni na razpisu MGRT-ja, kjer smo kot ena redkih občin v Sloveniji uspeli pridobiti sredstva za nadaljni razvoj naše poslovne industrijske cone v Beltincih. Sofinancerska sredstva so 100% in znašajo več kot 1 milijon evrov, tako da se pravi z dobrim delom tako direktor občinske uprave kot sodelavcev, kot tudi naše projektne pisarne se da pripeljati tudi ta prepotreben denar v našo občino. Tukaj je tudi uspešno smo bili recimo na Lasu, kjer bomo verjamem, da spomladi že v Beltincih začeli delati nadgradnjo medgeneracijskega središča. Zakaj je recimo to izrednega pomena? Tudi zaradi tega, ker si želimo po eni strani seveda starejšim omogočati čim bolj kvalitetno preostanek življenja, po drugi strani mladim omogočati, da si na primerih dobre prakse, na primeru izkušenj, zgleda pri starejših, pridobijo prepotrebne kompetence, da se kot družba potem lahko razvijamo v še boljšo smer, da nekako res kot družba smo strpni, solidarni, tudi složni, ko je to potrebno, smo pokazali v zadnjih 2 letih, ko je okrog nas kot Damoklejev meč visela seveda ta
nesrečno korona, kjer je res bilo ogromno prostovoljcev, ogromno društev se je tako javilo, so bili pripravljeni pomagati in kar je zanimivo, tudi ljudje, ki so rabili pomoč, so to upali povedati, to je zelo pomembno izpostaviti, kajti če se zapreš sam vase, če si med štirimi stenami, težko potem kdo pride do tebe in tudi na tem nekako opolnomočenju smo uspeli, da so se ljudje, ki res rabijo pomoč, tudi odzvali. Seveda tudi tisti, ki so pripravljeni pomagati, pa so itak nekako v stand-byju čakali samo na to, da jih nekdo pošlje, posreduje podatke in smo res si pomagali eden drugemu. Tako da tudi ta zgodba starejših in mlajših je ena izmed razvojnih vizij občine. Še naprej, še bolj si želimo biti tukaj proaktivni. V ta namen bomo tudi po novem letu uvedli storitev skupaj z Društvom upokojencev Beltinci Prostofer, se pravi tisti, ki bodo rabili prevoz do lekarne, zdravstvenega doma, bolnice, morda tudi do trgovskih središč, bodo lahko seveda preko določenih instrumentov deležni tega in res bi ogromno pozitivnih stvari lahko izpostavljal, ampak bistveno bolj pomembno je, da smo se, ali pa da se nekako oziramo v prihodnost. Tukaj smo s projektno pisarno nastavili čez 20 projektov, ki so že na zalogu, torej čakamo prepotrebne mednarodne razpise, državne razpise, kamor se bomo prijavljali, verjamem, da bomo na nekaterih tudi uspešni in seveda tudi potem s temi dodatnimi viri še bolj obogatili našo kvaliteto občine Beltinci. Najbolj pa je seveda pomembno torej to, da ste nekako meni kot županu v teh 4 letih zaupali, v ta namen tudi nekako to zaupanje izkazali tudi v tej luči, da sem ostal sam, torej da lahko že danes delam naprej, lahko nastavljamo ideje, cilje v prihodnje in to je seveda po eni strani nekako zahvala za naše dobro delo, po drugi strani pa ogromna obveza za mene kot župana do vas, da se bomo še bolj potrudili, da bomo še bolj energični, še bolj nekako pogumni v doseganju tistih ciljev, ki jih imamo skupaj, kajti ogromno ciljev je nastavljenih tako, da gledamo ali pa gremo v isto smer in to je tudi tisto, kar na koncu potem ti da energijo, da se splača biti nekako župan kot način življenja, skoraj da 5-24 ur v to vsakodnevno življenje v naši občini. Čeprav seveda tu pa tam se zgodi, da župan na kak dogodek s takih in drugačnih razlogov ne more priti, tega tudi ne jemati preveč tako slabo, kajti kot je eden izmed mojih nekako idolov, gospod Gusti Farkaš rad povedal, vsak, ki je na pomembnih funkcijah, mora imeti doma družinsko življenje urejeno, kajti potem lahko tudi bistveno več daje v poklicu in tega se je potrebno morda tudi tu in tam zavedati, kajti tudi na to sem ponosen, da mi je res dobro uspevalo nekako združiti to poklicno županovanje z družinskim življenjem. Seveda odpovedovanje je na eni ali pa na drugi strani, ampak nevedno na koncu je ta kompromis, ravnovesje, tako da lahko po eni strani si seveda potem doma srečen, zadovoljen, po drugi strani pa da tudi kot župan priješ rad tako med sodelavce kot med vas, občanke in občani, kajti to je tudi tista dodatna moč, ki jo potem kažeš navzven in ko pridemo recimo zadovoljni, srečni kamorkoli, seveda se ta aura oziroma ta energija okrog nas čuti in tudi to je dobra stvar, da smo povezani, da si znamo povedati tisto, kar nam gre in jaz torej verjamem, da bomo tudi po 20. novembru, po volitvah v občinski svet imeli to energijo, imeli ta motiv, to znanje in pa predvsem, da bomo imeli v mislih te temelje, ki smo jih postavili torej v tem prejšnjem mandatu, da je za dosego cilja potrebno se vsesti, se pogovoriti, dogovoriti, predvsem pa je pomembno, da skupaj delamo in da skupaj delamo naprej v smeri, da bo občina Beltinci še boljša, predvsem pa, da bo občina Beltinci na koncu taka, da bomo na njo vsi ponosni. S tem bi nekako zaključil ta svoj nagovor.
In pa seveda povabil res vse vas, občanke in občani, na volitve, kajti volitve so najvišji odraz demokracije. Vsak naj gre, naj obkroži tiste, za katere verjame, da so zmožni premika občine naprej, da imajo torej prave cilje, da imajo prave vzgone, motive, predvsem pa, da so pripravljeni skupaj delati naprej, in to je torej tisto, kar bo največ pripomoglo k temu, da bo občina res taka, da bomo oziroma da smo že na njo vsi ponosni.